Sebastian, najprej čestitke za današnjo zmago, za uvrstitev v prvo ligo in za naslov prvaka prve B lige. Kakšna je vaša ocena današnje tekme? Kakšna je torej vaša ocena današnje tekme? Ja, najprej hvala lepa za čestitke. Najraž bi se izognil tega vprašanju, kajti to ni bilo to, kar sem si jaz želel, če sem pošten. Želel sem, da pripravimo pravi spektakl tej naši super publiki, ki nas je bodrila skozi celotno sezono. Bili smo zelo v krču, vedeli smo, zavedali smo se odgovornosti, da praktično kiksa ne smemo narediti. Zato smo zelo slabo začeli tekmo, nikakor nam ni stekla igra, ampak smo bili v bistvu toliko tempirana bomba. Vedel sem, da rabimo sam par dobrih potez, da se bomo sprostili, zato niti nisem hotel prekinjati igre s kakimi time-outi in podobno. Končno se je v drugem polčasu vendarle odprlo, steklo nekaj konter in mislim, da smo več kot zasluženo zmagali na današnji tekmi in če pogledamo realno tudi, da smo zasluženo najboljša ekipa v tej prvi B ligi. Izgubili smo dvakrat celo sezono, tako da mislim, da je to odličen dosežek za te mlade fante. Jaz bi v prvi vrsti se rad jim zahvalil, jaz sem mojim soigralcem, ki smo z večino, bom rekel, kar z 80% od začetka tega novega kluba že skupaj in res fanti super napredujejo. Ogromno odrekanja je bilo tukaj, ko se mogoče v Dunaj sploh ne vidi, ampak vse je poplačano z današnjo zmago in naslovo prvako prve B lige. Jaz si sam želim takega napredka v slovenjgraškega rokometa še naprej, tudi v prvi ligi. Jaz verjamem in vem, da bo šlo tudi naprej dobro, kajti fanti so iz pravega materijala, treba je samo nadgradnjo in pa oni morajo verjeti, da so sposobni veliko več, kot trenutno kažejo, pa bo vse ok. Kjer so bile prednosti vaše ekipe v tej sezoni, da ste na koncu osvojili naslov prvaka? Tem je bila vaša ekipa boljša od ostalih? Ja, zanimivo, kljub temu, da imamo verjetno eno najmlajših ekip v tej prvi B ligi. Bom rekel, da je ta konstantnost nas krasila skozi celotno sezono. Tudi ko smo imeli padec v igri, ko je prišla ta kriza, ko sem vedel, da bo prišla zdaj ko prej, nismo izgubljali, ampak smo nabirali točko za točko in to je sigurno na koncu odločilo prvaka. Mogoče, pa ne bom zdaj v tem, ampak mogoče bi lahko bilo še boljše. Želim si, da bi bilo precej manj poškodb na naslednjo sezono, da bojo fantje zdravi, kajti to je najbolj pomembno za njih, za njihov razvoj. Drugače pa, če bi mi kdo pred začetkom sezone to ponudil, bi seveda z obema rokama sprejel. Lepo napredujejo, ne bom rekel, da je ekstremno hiter, ampak zelo postopno, kar me še bolj navdaja z optimizmom, kajti tako zgrajena forma ponavadi dlje drži. Kje je pa največ prostora za napredek v vaši ekipi, ker ta napredek verjetno bo potreben za igranje v prvi ligi? Ja, pogledajte, zdaj smo prvo sezono, ko smo bili skupaj v drugi ligi, smo vse posvetili praktično sam telesni pripravi, da smo dvignili te fante in pa tehniki. To smo ogromno delali, letos smo to vse skupaj nadgradili, veliko smo že taktike vključili zraven, ampak drugo leto bo najbolj presodno. Zdaj bo treba te fante taktično zelo dobro pripraviti na to prvo ligo. Mislim, da so telesno dozoreli, da so to sposobni igrati. Mislim, da so sposobni igrati tudi težke tekme, to so dokazali v letošnji sezoni. Izredno se nam poznajo izkušnje Danijela Pleše, ko je prišel letos nam pomagati. Tudi Roka Šimiča v prvem delu sezone. To moram izpostaviti. Mladim fantom je bilo lažje, vendar ko je Šimič odšel, tudi ni bilo težko njim prevzeti bremena. In to je to, kar dela igralce boljše. Morajo imeti vzore, morajo imeti idole, da grejo naprej, da se hitreje učijo. Jasno pa morajo se odrekati in živeti za ta rokomet. Sebastian, hvala za odgovore, uživajte danes v tem velikem uspehu, potem pa uspešne priprave za prihodnjo sezono. Hvala lepa, tudi vam. Klemen, čestitke za izjemno sezono tudi tebi. Kako si ti kot kapetan videl današnjo tekmo? Najlepša hvala za čestitke. Ja,
Seveda je najlepše biti kapetan, še posebej, če si prvak v prvi ligi in s tem si priboril v bistvu uvrstitev v prvo ligo. Tako da res je ena posebna čast. Navijači so vas danes prišli podpreti v zelo velikem številu. Verjetno je posebno doživeti igrati pred takim občinstvom. Seveda je neko posebno doživetje, še posebej v bistvu so nas celo sezono podpirali v velikem številu. Zdaj pa se je šlo le za prvaka in tudi oni so nas ponesli, da smo danes suvereno zaključili zmago. Ravno ti si bil tisti, ki ga je po tekmi doletela ta čas, da je iz rok Mira Požuna prejel pokal za najboljšo ekipo v prvi ligi. Kakšni posebni občutki ob tem? Ja, občutki izvrstne. Uvrstitev v prvo ligo ste si zagotovili že nekaj krogov pred koncem tekmovanja. Kje so bile vaše prednosti v tej sezoni? Zakaj ste bili najboljši v tej prvi ligi? Mislim, da res, da smo se letos zagotovili uvrstitev v prvo ligo, ampak ne smemo gledati zdaj na zadnjo sezono. Moramo gledati odkar se je klub ustanovil leto 2011, ko smo se v bistvu dobili v velikem številu, oddelali tiste priprave in izbrali tisto celoto, v kateri smo zdaj nadgrajevali vse 3 leta. In mislim, da je tu naša prednost pred tekmeci, da smo bili v bistvu že 3 leta, smo delali za ta uspeh. Potem še nam je še na letošnjo sezono pridružil izkušeni bivši kapetan Daniel Pleše in mislim, da smo s tem dobili tudi neko dodatno kvaliteto verjetno. Tako, ja, pa izkušenost. V prihodnji sezoni se boste borili proti najboljšim ekipam v prvi ligi. Kje ti vidiš ekipo rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011 v prihodnji sezoni? Do kam lahko sežete? Ja, to bomo zdaj videli, kako se bo sploh v prihodnosti, kako se bomo dogovorili z vsemi ostalimi v upravi in kateri igralci bojo ostali, če bomo dobili kakšne okrepitve. Upam, da nas bojo podprli tudi na širši koroški regiji, čim več sponzorjev, donatorjev. Vsej od tega smo le odvisni, da bomo jaz upam, da bomo čim više. Hvala za odgovore in seveda srečno v pripravah na naslednjo sezono. Ja, najlepša vam hvala. Par Šrevcev, lepo pozdravljeni in seveda iskrene čestitke ob tem velikem uspehu tudi vam. Hvala lepa. Kot igralec ste dosegali velike uspehe tako v klubih, v katerih ste igrali, kot tudi v reprezentanci. Zdaj ste nekoliko drugačni vlogi kot član upravnega odbora rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011, pa tudi tu dosegate velike uspehe. Imate kak poseben recept za to? Ja, recept je zmeraj trdo in pošteno delo. Na dolgi rok tu ni šport, je krut in če ne delaš pošteno in trdo, ni rezultata. Fantje očitno delajo tako, mi v upravi se trudimo, mogoče ne sledimo z istim tempom, ampak se ravno tako trudimo, torej tako sem rekel, trdo delo in pošteno, na dolgi rok bo rezultat sigurno prišel. Ta nov klub, ki se je ustanovil leta 2011, je v le 3 sezonah prišel iz najnižjega ranga v najvišji, torej v prvo ligo. A ste takrat, ko ste klub ustanavljali, pričakovali takšen uspeh, da bo ta pot potekala tako hitro? Pa ne bi bil pošten, če bi rekel, da nisem pričakoval zdaj v 2 letih ali v 3. Pričakoval sem dejansko hitro vrnitev, zato ker vem, da je rokomet v Slovenj Gradcu doma, rokometna šola je znana po celi Sloveniji. Fantje si zaslužijo ta uspeh in sedaj samo upam, da bomo uspeli dostojno nastopati v prvi ligi čim dlje. Ja, kot rečeno, pred vami je prva liga. Je vaš klub pripravljen na ta velik korak? Jaz sem prepričan, da smo pripravljeni, čeprav bo to pokazal čas. Kot sem že prej dejal, zmeraj so igralci korak pred nami. Z današnjim zadnjim žvižgom, ko se je končala sezona za igralce, se je dejansko za nas v upravi kluba šele začela. Moramo narediti razmere, da bojo igralci lahko igrali dostojno v prvi ligi. Predvsem tu mislim na finančne razmere. Letos mislim, da bomo sezono uspešno zaključili z minimalnim minusom oziroma z 0. Drugo leto pa upam, da bo s tem, ko nastopa ekipa v prvi ligi, bo tudi mogoče z tega vidika naše delo mogoče malenkost lažje. No, vašega načina dela, ki se je izkazal za zelo uspešnega, verjetno ne bo se spreminjali. Bo ekipa še vedno sestavljena iz pretežno domačih fantov ali načrtuje tudi kakšne okrepitve? Pretežno bo ostala ekipa identična kot letos.
če bo kakšna ukrepitev, tudi to se že pogovarjamo, bo izključno za fanti iz domače šole, se pravi s fanti, ki igrajo trenutno v drugih klubih, ampak so plod slovenjgraške produkcije. Kaj druga pa ne, mogoče še v zvezi s sodelovanjem z Velenjem, Celjem, kaj druga pa sigurno ne. Obisk na naši tekmi je bil zelo dober, tudi sicer veliko število gledalcev spremlja vaše tekme. Kako pa ste sicer zadovoljni z podporo okolja? S podporo okolja smo izredno zadovoljni. Moram reči, da smo tudi letos izredno zadovoljni s sodelovanjem z mestno občino, smo ga dvignili na neko višjo raven, ki si jo rokomet v mestu sigurno zasluži. Ljudje na občini so to spoznali, hvala jim. Tudi ljudje imajo radi rokomet, to so konec koncev dokazovali ne samo na naši tekmi, ampak skozi celotno sezono. In naša dolžnost, nas, ki smo trenutno v vodstvu kluba, je, da zagotovimo, da se bo rokomet igral še mnogo leta naprej. Aleš, hvala lepa za vaše odgovore, uživajte v današnjem slavju in uspešno delo še naprej. Hvala lepa.